Najprej vse skupaj en dober večer. Me veseli, da ste prišli kljub vremenu dežju in slabi epidemiološki sliki. Hvala vsem. Rad bi se zahvalil tudi vodstvu občine in občinske uprave in vodstvu Cankarjevega doma na Vrhniki, ki nas gosti. Današnji večer je namenjen je večer v okviru turneje revije Demokracija, na kateri predstavljamo avtorje knjig, ki so išle pri naši založbi in pač tudi imamo druge zanimive goste. Nocoj je z mano Miro Petek. Njegova zadnja, peta knjiga je Trio Adijo pamet. Seveda ne bova govorila samo o knjigi, ampak bo pokomentirala še kaj drugega. Za vod bi samo rekel, da letos, vsi vemo, da letos praznujemo 30. obletnico samostojne Slovenije. Hkrati je pa 20-letnica nekega tragičnega dogodka. Namreč pred 20 leti, mislim, da marca 2001, so brutalno pretepli Mira Petka. Ta mož, ki sedi poleg mene, je edini slovenski novinar, ki je svoje delo skoraj plačal življenje, ki je občutil fizično nasilje zaradi svojega dela. Če imamo v mislih, kako danes predvsem novinarji medijskega mainstreama stokajo in jamrajo, kako so deležni raznih groženj, kako jim grozijo smrtjo, je to v primerjavi z primerom gospoda Petka, ki so ga komaj rešili, posledice in psihične in fizične čuti še danes, zares zanemarljivo. Preden pa predam besedo gospodu Petku, bi samo še čisto kratko opisal dogajanje v 90. letih, kar je seveda moj pogled, ki ni nujno, da je pravilen in točen. Dogajanje, ki je pripeljalo tudi do napada do gospoda Petka. Namreč, ko smo se osamosvojili, je tranzicijska levica oziroma globoka država, kot jo prepoznamo danes, bi rekel, požrla vse. Tudi in povojne poboje in umore Udbe. Pač se je odreagirala samo ne v taki meri, kot je odreagirala v trenutku, ko so se novinarji, tudi Miro Petek, dotaknili udbovskih financ. Jaz pravim udbovskih financ, Slivnik je govoril o organizaciji, arhitekt Edo Ravnikar o udbomafiji, Rado Pezdir o sporednem mehanizmu. Namreč v prvi polovici 90. let so najprej odstavili svemo gospoda Janša z preprostega razloga za to, ker se je aprila 1993 izjavil, da obstajajo ogromne količine denarja, s katerim se lahko kupujejo volitve. Kmalu zatem so ukinjali službo družbenega knjigovodstva, ki je preiskovala finance tega vzporednega mehanizma. Oni so, globoka država je v dobrem letu pospravila vse. Šlo je obdobje, kjer se je ta privatizacija divja in gospodarski kriminal nadaljeval, in to je preiskoval tudi gospod Petek. Gospod Petek, lahko bi vi povedali, kje ste vi dregnili v finance, oziroma globoko državo, v ta gospodarski kriminal tranzicijske levice?
Najprej hvala lepa za povabilo. Dober večer vsem, spoštovani gospod župan, spoštovani gospe in gospodje. Veseli me, da sem danes tudi v tem krogu v Vrhniki. Ja, res je, jaz sem bil leta 2001, so me napadli na pragu domače hiše. Pisal sem pa takrat o tej tranziciji v nekem lokalnem okolju, se pravi na Koroškem. To niso bile velike zgodbe, kaj sve kot Mercator, Hit in podobno, ko so raziskovali kolegi v Ljubljani. Vse za širšo slovensko javnost. V resnici pa se je tu dogajal velik kriminal in šlo je v ozadju za zelo velik denar. Pranje denarja v državni banki, Novi kreditni banki Maribor in so informacije o tem, kaj se tam dogaja, kako so ti ljudje, ki so polagali velikanske količine denarja, kako so prišli do denarja, kako so ti ljudje kasneje postali najbogatejši med najbogatejšimi Slovenci. Danes jih ni več na tej lestvici 100 najbogatejših, ker so pač te firme propadle. Jaz sem dregnil v to os takrat kot novinar Večera in zanimivo, lastnik Večera je takrat bila Nova kreditna banka Maribor. In v bistvu sem jaz pisal takrat proti lastniku. Ali ste videli kakega novinarja danes, da bi pisal iz tega kroga, odlaskovega kroga, da bi pisal o poslovanju, o dogajanju v tem krogu gospoda Odlaska, ali da bi kak novinar pisal gospodu Petriču, ki je lastnik dela. Seveda ne. Ti novinarji danes proti svojemu lastniku oziroma ne raziskujejo rabot svojih lastnikov, kar sem jaz takrat počel in kar nam je tudi delalo neko dobro raziskovalno novinarstvo. In seveda sem stopil na žur tem lokalnim tajkunom, ki pa so v nekih čudnih okoliščinah prišli do tega kapitala in ki so bili brezobzirni, ker so imeli ogromno denarja. Pri njih je šlo za blazno bahaštvo. Sedaj pa gremo mi z letalom reaktivcem v Dubrovnik na torto ali pa na ribe in podobno. Tam je šlo za velike milijone in seveda, kako bo neki novinar tam izpod pece jih motil pri tem poslu, ki so si ga zastavili. Seveda, oni so imeli podporo v politiki, v levi tranzicijski politiki in so bili prepričani, da se nič ne more zgoditi. In seveda tisti večer 28. februarja sem jaz bil na nek način na nitki, komaj so mi rešili življenje tu v Ljubljani v kliničnem centru, dr. Kanski, ki mi je operiral več kot 20 zlomov samo na obrazu. In še danes ne vem, komu bi se lahko zahvalil, da sem ostal živ, da niso končali zadeve, zato ker na sodišču tistih 5, ki je bilo v zaporu, so jih na koncu po drugem letu izpustili v zaporu, ker se je sodnik odločil, da nima dovolj dokazov. In na osnovi indicov je on odločil, da ne more teh ljudi obsoditi na zaporno kazen. Spomnimo se pa, da so Janeza Janšo preganjali na osnovi indičnih dokazov. Tako da so pač tu predvsem različni vaki v Sloveniji. Ne vem, ali so me nameravali takrat pokončati, ali so nameravali me pohabiti, da bi bil primer drugim novinarjem, kaj se lahko zgodi, ko nekdo dregne v tem vse mogoče tajkune, ki so bili odličeni, da lahko si z denarjem kupijo vse. Dobro, to se je vse za mene končalo z vsemi posledicami, ki jih imam na srečo srečen, da sem sploh še tudi, da še živim in da imam vsakega 28. februarja še tudi rojstni dan. S tem, da so
tisti, ki jih je sodišče izpustilo, dobili še odškodnino za govor. Ja, več kot 600.000 evrov so dobili odškodine, ker so bili po odločitvi sodišča pokriveni v zaporu. Jaz pa kot žrtev mislim, da bo nič imel. Jaz sem mislim, da na svoje koži, ko sem bil še v kliničnem centru, ko sem se boril za življenje, so nekateri mediji, levi mediji, že stopili na stran teh tajkunov, ker so bili ti novinarji dobro plačeni, njihovi mediji tudi, in so poskušali iz mene kot žrtve delati zločina, in vse zločince pa so delali na nek način žrtve. To je ta sprevrženost tega našega medijskega prostora. In po vsej verjetnosti tudi sodstva. Sodstva, kar je seveda posledica demonstracije v začetku 90. let. Jaz sem nekaj prebral, da, zdaj ne vem, to drži ali ne, da tudi organi pregona, da preiskovalci tega kaznivega dejanja, ko so prišli na kraj dogodka, so kar sami poteptali pa dokaze, tako da... Ja, gledajte, tam v naših krajih smo včasih takrat ne snežili tudi, konc februarja, včasih je očakali kod nas tudi 10 ur, pol metra snega, pa niso prišli splužiti. Takrat je bilo pa 5 cm snegane in je že prišel plug tam, da je vse počistilo. Policija ni zaprla mej, da se lahko tudi svobodno kar živim čisto v avstrijski meji. Skratka, narejenih je bilo en kup napak, zdaj ne veš, a je to namerno, ne namerno, da pač niso toliko profesionalci, to je težko soditi. Samo, ko ste rekli na začetku, to je divni primer agresije, prave agresije na novinarje v Sloveniji in hvala Bogu, da do takega primera več ni prišlo. In je prav abotno pa smešno, ko zdaj nekateri novinarji sporočajo v Evropi, po celem svetu, kako so ogroženi zaradi enega tvita ali dveh tvitov. Čeprav gre samo za, če pač ti kritiziraš, moraš pričakovati kritiko nazaj. Ja, in pri nas je res stanje tako, da v bistvu čez nobenega novinarja ne moraš nič reči, da ne imaš pa možnost samo preko socialnih omrežij, ker že takoj politik se enostavno nas ne sme braniti. Politik iz desne opcije mora biti tiho pa poslušati, kaj novinarji piše in reči hvala lepa. Ker ne smeš napisati nobenega kritičnega tvita, ne moraš jim povedati, da se lažejo, ker je to takoj napad na neodvisno novinarstvo, na avtonomno novinarstvo in podobno, kar je seveda čisto lare-fajn. Zdaj, na primer, jaz sem zaposlen kot svetovalec pri ministru Simonitiju in v zadnjem letu doživljamo pred samim ministrstvom, ko oblivajo te mize z Barovo ekipo Nazarja Kri in kličejo očitno k novim pobojem. Jaz sem sam doživljal, pa moja družina Kri na svojem pravi, ko sem bil nov razbit v glavo, zdaj pa prije neki brezdelni kulturniki in v nek nek performance kulturniški polivajo malo po stolih in po mizi, ki postavijo sredi ceste in policija jih enostavno dela in nič ne naredi. Žal, to je taka scena in hodil smo reči, da svetovni mediji, kot je New York Times ali pa CDF, državna televizija iz Nemčije, prenašajo laži iz slovenskega medijskega prostora. In mi na kulturi odgovarjamo na te laži in pišemo pisma, opozarjamo na to, pa nič, enostavno ne reagira. In če New York Times, ko sem jaz bil mlad novinar, je bil to pojem svetovnega medijskega prostora ali pa The Guardian, kjer sem tudi sam bil kakšen mesec, ali pa Washington Post. Zdaj, ko vidiš, da piše laži, češ, da je Ministrstvo za kulturo zaprlo rok in da smo izsilili že militerko, ne vem kaj, ki jih opozarjaš na to, enostavno ne reagirajo.
še naprej prodajajo svojim bralcem na nekem svetovni obli te laži. Zdaj pa mi se vprašamo, če se ti mediji lažejo od takih malenkosti, ko so tu roki podobne, kako mi kadriramo in ne vem kaj še ti mediji pišejo o nekih pomembnih svetovnih zadevah, ki so, kaj se o Iranu, Iraku, Afganistanu, a lahko mi tem medijem, za katere smo imeli za nek pojem poštenega novinarstva, jim lahko še sploh verjamemo. Mislim, da ne moramo. Seveda, dvom pade na vse nazaj, kar so naredili. Pa New York Times je mediji, katerih novinarji so največkrat nagrajeni s Pulitzerovo nagrado. Tudi Pulitzerovo nagrada se potem postavi pod vprašaj, komu podeljujejo to najbolj slavno, svetovno najbolj slavno novinarsko nagrado. K medijem pa novinarstvu se bova še vrnila. Vi ste po tem napadu postali poslanec Državnega zbora, potem ste bili nekaj časa tudi direktorata za medije v drugi Janševi vladi, potem ste bili tudi nekaj časa urednik Nova 24, prej ste omenili, sedaj ste svetovalec pri gospodu ministru Simoniti na Ministrstvu za kulturo. Tale vaša peta knjiga je pa pravzaprav, bi rekel, opisuje neko zanimivo obdobje, približno desetletje dolgo, malo manj, ko so bili predsedniki vlad, človek bi rekel neki politični naturščiki. Govorimo seveda o Miru Cerarju iz SMC, govorimo o Alenki Bratušek iz SAB-a in govorimo o Marjanu Šarcu iz LMŠ. Pomenljiva pa je vaša naslovnica, ki je karikatura. Zakaj? Ja, tudi eno od teh stenot je, v bistvu so to tri karikature politike. In pridijo adijo pamet je naslov pač enega teksta v tej knjigi, ki govori o tem, da so vsi tri politiki niso držali do konca, da so predčasno prekinili. In adijo pamet pa je na nek način tudi gre na nas sami, da sami sebi rečemo, adijo pamet, da v tweetu prednji Miru Cerarju politično pot prišel na Koroško. Mi smo ga imeli Cerarja seveda izogledne družine slovenske, športnik pa mati, ministrica tožilka. In Miro Cerar pride na Koroško in predava o morali, etiki morali na dve srednji šoli, gimnazijo Ravne in gimnazijo Slovenj in si za eno pot zaračuna dvojne potne stroške. Jaz to zvedel, mesec dni pred volitvami to v dveh tweetih objavil, samo ni zadržalo tega, da ne bi dobil takrat na volitvah enormno večino. Kot novi obraz. Samo svoje plakate, no to nismo imeli, do poslednji kandidira, pa je dobil na koncu 5-6 poslanske na politični parket. Marjan Šarec je v bistvu res prava karikatura slovenske politike in zanimivo je, da oba, in Alenka Bratušek in gospod Serpentišek še vedno ustrajata na slovenskem političnem parketu, do čim se je gospod Cerar na nek način že omaknil. In mislim, da mu je ta izlet v politiko kot strokovnjaku tudi škodoval. V bistvu je tudi pozaba na to svojo neko pravniško digniteto takrat, ko je skupaj z svojimi poslanci Janezom Janšo imel mandat v parlamentu. Najprej so ga zaprli in so mu hoteli vzeti še mandat, kaj je potem Ustavno sodišče
to Šalamasniku na koncu preprečilo. In mislim, da je ta knjiga z temi modeli na sami naslovnici tako upozorilo, da ne smemo nasedati tem novim obrazom, ki mislim, da bo na skorajšnjih volitvah ponovno ponudili kakšne. Jaz upam, da bomo Slovenci končno te prevare prepoznali in da bomo končno po 30 letih glasovali odgovorno. S tem se seveda lahko strinjamo. Ti ljudje niso naredili samo neke karikature iz politike, ampak so popolnoma razvrednotili položaj predsednika vlade. Mi prej smo vendarle imeli kot predsednika vlade ljudi, kateri smo lahko rekli, da so karierni politiki, ki so se znašali še v takem položaju. Te so pa naturščiki in se same politike in funkcije predsednika vlade naredili karikatura. Omenili ste že, gospoda, da Cerarja, ki je pokazal svoj pravi obraz spomladi oziroma poleti leta 2014, ko je državni zbor izglasoval, da se gospodu Janši odzame mandat. Rekli ste, da je pokazal svoj, kakšno etiko sploh ima. Kaj bi pa rekel o Alenki Bratušek, ki je bila pred njim? Jaz mislim, da je Alenka Bratušek primer neke nesposobne političarke, ki pa je toliko spretna, da vendar pride na koncu z neko tesno večino v parlament. Mislim, da je na tem položaju, ki ga je zasedala, da je bila ena velika pomota in ena velika žalost za slovensko državo. In tudi na mednarodnem parketu se je blazno sramotila takrat. Na eni strani z to pojavnostjo na CNN-u, z intervjuju z Richardom Questom ali pa z kandidaturo za komisarko. Vendar se vidi, da imajo ti ljudje trdo kožo, da lahko gre jutri, da ne poznajo sramu, lahko gre jutri pred kamere in se ponovno spreneveda. Najbolj žalostno je pa, da so vsi trije se navali neke oblastniške arogance, ki pa nekemu odprtemu predsedniku vlade ali pa politike nikako ne pritiče. S tem, da se zdaj dva Bratuškova in Šarec skupaj z Fajonovo in Mescem iz Levice združujejo v nek kult. To je pa po svoje nekakšna karikatura vsega, kar lahko vidimo v politiki. Ja, drži. Jaz mislim, da bi ljudje te prejave vedno prepoznali, da ljudje, ki živijo res čudnih in težkih časih, da znate poznali neč zrno približno, da bi videli, da se ti ljudje iz kule enostavno podpirajo proteste, želijo zrušiti vlado, pač pa sem zaradi tega, da pridejo na oblast. Ker tem krajom sam vidim na področju kulture, kar se dogaja. Želite tem krugu se počasi režejo te pipice na bajne iz državnega proračuna, predvsem te nevladne organizacije in dobite nevreže. S tem ste zdaj že drugič ste na ministrstvu za kulturo, ko ste bili direktor direktorata za medije, zdaj ste svetovalec ministra Simonitija, imate dober pogled. Lahko tudi ta primerjava se stopno spremenila v tem desetletju, ko so gledali trije, takrat so mi prvič na ministrstvu kulture in odkar so sedaj. Spremenilo se je. Na slabše. Te leve strukture so se v tem času še bolj usidrale na te položaje
najrazličnejših nevladnih organizacij z področja kulture in stanje je bistveno slabše. Ko sem bil prvič tisto leto dni na ministrstvu, tudi zdaj se mi to dogaja, da določeni ljudi zaposleni, ko greš po stopnicah po hodniku, niti ne odzadavijo. Ko jih pozdraviš, dober dan, se obrnejo stran. Ker pa smo prišli tja 3-4 na novo iz te strukture. Tam imajo svoje vpelde. Ti protesti, kljub temu, da je v tem času največ denarja za kulturo, v zgodovini samostojne Slovenije se na ulicah pred ministrstvom vrstijo protesti. In seveda ne moreš šteti kot neko vrhunsko slovensko umetnost in kulturo. S tem, da imajo te protesti, ki so mestoma nasilni, ki se sprevržejo v nek kaos, anarhijo, ki terorizirajo, če vzamemo Ljubljano, meščane, imajo veliko podporo v medijskem mainstreamu. Ja, tiste mize, ko sem že omenil, krvava miza pa stole, ki so bili tam pred ministrstvom napisano Vasko Simoniti, Miro Petek in podobno, je zvečer po Odmevih vdaji v kulturi so to označili, da je to umetniški performance. Podobno je odločil tudi tožilstvo v Ljubljani, ko je pač policija dala kazensko ovadbo zoper Vuka Čosiča in še Zadnikarja, da to je umetnost, umetniški performance in si je tožilstvo to kazensko ovadbo enostavno zavrglo. Tako da, žal, kot pravite, v Sloveniji so mediji in pa pravosodje ostale še v prejšnjem režimu. Ja, najbolj se boste spomnili, videla sva približno enak stara, sva začela delati konec 80-ih let, v 80 letih v novinarstvu in imela sva ta privilegij, da sva osamosvojitev spremljala kot novinarja. Takoj po osamosvojitvi se je vendarle zdelo, da bodo mediji doživeli neko, ko bi rekel, katarzo, da se bo tranzicija dokaj ekspresno naredila selekcijo v medijih, ampak se to ni zgodilo. Jaz se spomnim, mi smo bili tista Slivnikova četica, mi smo mogli pobegati na novo nastalo revijo Mah, nadaljevalo pa se je kot v nekdanjem režimu podpora ideološkim in krvnim naslednikom komunizma se je nadaljevala v medijskem mainstreamu. S tem, da je zdaj začel kupovati te medije, seveda medijski tajkun Martin Gladek. Ja, kako si razložite to tranzicijo? Vse so bili poskusi, dobro, Mak je propadel, ki je bil dober magazin, pa Slovenci. Slovenski je bil krasen dnevnik z izredno dobro kulturo, z izredno dobrimi mnenjskimi stranmi, ni mogel preživeti, ker ni imel dovolj oglasov, ker so te paradržavna podjetja enostavno tam niso oglaševala. Na samem trgu za prodaje z naročnino, brez oglasov, pa na slovenskem medijskem trgu mediji težko preživijo. Vidno smo oba končala FSPN, takrat je bil še FSPN, zdaj je to FDV. In smo v bistvu vedno kar precej odstopali od tega poprečja teh diplomantov na FDV-ju. Smo eni redki, ki nismo pristali na ta levičarski čredni nagon slovenskih medijev in smo pač malo razmišljali tudi za svojo glavo. Problem je, mene najbolj žalosti, ko vidiš te mlade novinarje, ki prihajajo iz FDV-ja, ki so se rodili v samostojni Sloveniji in zganjali neko ideološkost skrajno levo, neko jugonostalgijo in podobno, pa Slovenije, po
potem, ko se je Slovenija osamosvojila, kar pomeni, da na tej fakulteti, na FDV, nekaj enostavno ne štima. In dobivamo ven kader, ki je ideološko obremenjen ali pa ideološko zaslepljen. Te imperij tajkuna, medijskega tajkuna v Odlaske je že zelo velik, obvladuje praktično vse lokalne in regionalne radijske postaje, regijske časopise, tednike, bodi si dnevnike, zdaj je kupil nazadnje, je kupil Primorske novice. To vendarle ni v skladu z zakonodajo. Ja, medijska zakonodaja enostavno ne sledi tokovom časa. Na vseh področjih, od teh novih ponudb raznih platform do te koncentracije. Kjer v koncentraciji na medijskem področju ta medijska zakonodaja enostavno nemočna, ne tudi morate sve ljudi govoriti ali odpraviti, ki pa enostavno daje reke stran in tu imamo hude koncentracije, ki je res nadrežena slovenski demokraciji. Zdaj, da govorimo o koncentraciji, da monopol, ki si ga postaja, vi ste želeli spremeniti medijsko zakonodajo, pa se vam je zgodilo čisto prvo. Prva Janša vlada je sprejela zakon o RTV, pa zakon o mediju, ki je doživel v tem času, v tem letih po 2005-2006, da je že kakaj kozmetične spremembe, ljudje so bili referendumi, enostavno medijska zakonodaja v Sloveniji ne more spremeniti. Ker pride do takega pera, ker se pač del politika in tudi medija in novinarjev želi status quo. Mi smo naredili letošnji leten poskus, da bi novinirali, ker premalo časa za temeljite spremembe medijske zakonodaje, da bi novinirali, da bi nekoliko podpravili to, kar se v zadnjih letih dogodilo, da bi več stopili prste tem monopolom, ki so se nastali, RTV radijske mreže, do teh koncentracij, pa seveda bil to preustrojen, čisti imper, klic na področju vrtov, posebno in podobno. Tako da imamo v tem medijsko zakonodajo predajali, vendar konstelacijo političnih sil v Sloveniji, pa seveda v tem času ta zakonodaja ne more iti skozi. Nedavno stranka SDS, Alenka Verjak, to danes tudi sklicala sebe v za kulture, v državnem zboru, ki smo se podajali ravno med koncentracijo. Prva pozicija ekstremida, to še na tej sebi tam bilo predstavljeno in vrsta drugih ljudi, ki so bili najdeni do inšpektorata na Ministrstvu za kulturo. Tudi tisti so ignorirali to sebe, tako na tem področju je velik problem. Žalostno pa je torej, da se evropska politika, evropska medijska javnost, da tudi nekaj pa za demokracijo ne poslušajo, kako jim razlaga. Od Jurove je minister Vasko Simoniti to podrobno razložil, ne pa ni hotel slišati. Jaz bil zravno v Juri in je razlagal to medijsko koncentracijo in te probleme, pa so gluhi, še vedno govorijo eno in isto lajno. To pa je žalostno. Samo to bom skočil, mene so povabili nekaj pokomentiram iz urada Jurove, to je bilo mislim, da pred poletjem. Seveda tisto poročilo, prvo, ki je sledilo, ni niti omenilo nič od tega, kar smo mi bolj, recimo temu, desni novinarji. Neko legitimnost. Prej ste omenili, da hotel ste sprejemati medijsko zakonodajo, so jo ignorirali. Ste pa, odkar je
gospod Simoniti minister za kulturo, oziroma odkar je pač ta desna sredina prevzela vlado, se pa praktično na tedenski ravni dogajajo razne izredne seje odborov za kulturo in vse mogoče seje, kjer vas napadajo o podpori seveda medijskega mainstreama, praktično nimate možnosti obrambe. Ne, pravzaprav se samo s tem ukvarjate. Ja, se so po dvakrat, trikrat na teden, toliko izrednih, nujnih sej, ne vem, če je bilo kdaj v zgodovini tega parlamenta, vse na področju kulture. In seveda to je na nek način izčrpajoče. Je pa mi, ki smo bili v parlamentu v prejšnjih mandatih in ko zdaj poslušamo, ko gledamo vse te razprave, mislim, da tako nizko v 30 letih slovenski parlament ni padel z to retoriko, agresivno retoriko, z nesramnostjo, kar se zdaj tam dogaja, resnično ne. In seveda to je pač tudi odvisno od vodenja parlamenta samega, kot tudi seveda od vodenja teh odborov. Mi smo poskušali iti nasproti medijem. Tudi, če vzamemo zakon o RTV, izločitev oddajnikov iz zvez, ni države v Evropski uniji, ki bi imela oddajnike iz zveze v okviru javnega zavoda. Ti oddajniki iz zveze so na trgu, ki se razvija in ki ne prenaša samo signal za RTV, ampak počnejo še marsikaj drugega. Potem smo, kot zanimivost iz tega RTV prispevka, smo ponudili, da se financirajo tudi regionalni, lokalni mediji posebnega pomena, kaj so z 4-5%, da bi lahko mi, ki plačujemo ta RTV davk, da bi lahko sami odločili, kateremu mediju bi pa mi namenili kaj so 5% tega RTV prispevka. To je tako imenovani švicarski model, kjer zelo dobro deluje. To je podobno kot mi namenimo, se odločimo, kam bomo namenili del svoje dohodnine, 0,5% ali 1%, tako bi tudi v okviru tega obveznega davka, komunikacijskega davka za RTV, sami lahko odločili, kateremu mediju bi pač mi dali tisti evro ali 2 evra od RTV prispevka. In seveda to enostavno ni šlo skozi. Mi smo predlagali 3% RTV prispevka za Slovensko tiskovno agencijo. Vi vidite, kaj se zdaj dogaja na tem področju. Takrat RTV Kaduc je bil proti, skozi je delo cirkus po parlamentu in seveda STA je bila proti. Pa bi STA na ta način dobila na letni ravni 2,8 milijona evrov. Ne bi imeli dosti problemov z Ukomom, pač pa se bi izstavljali račun RTV Slovenija. RTV Slovenija, pazite, ima letni proračun 120 milijonov evrov. Proračun za slovensko kulturo, proračun ministrstva za kulturo je pa zdaj, ko je najvišji v zgodovini, 238 milijonov evrov. Preden smo mi prišla vlada Janeza Janše, je bil ta proračun okrog 200 milijonov v času ministra Prešička, je bil pa tam okrog 167 milijonov evrov. Takrat noben ni protestiral na ulici. Zdaj, ko je pa proračun, ko je za knjigo 30% več denarja, ko dobijo teatre več, ko dobijo arhive več, ko dobi etablirana prava slovenska kultura, umetnost več denarja, pa so protesti na ulici. Zato, ker seveda ti nevladniki pa dobivajo in verjetno bojo tudi prihodne doble ven. Skratka, ti poskusi, ki bi šli nasproti, na nek način določenim medijem, pa nam potrošnikom so bili vokali zatrti. Gospod Petek, preden končava, pa predava besedo tudi poslušalcem, če bo kdo kakšno vprašanje, bi vendarle še nekaj pokomentirala. Nekaj dni nazaj se je oglasil Milan Kučan na Šentjanžu z
precej brutalno za mene, precej brutalno, manipulativno in lažljivo kritiko desnosredinske Janševe vlade. Spomnil se boste, oglasil se je tudi afera DPR-a, oglasil se je v času, ko se je pripravila Patria, zdaj se je spet oglasil, vidite se, da bo dobro država nekaj pripravila. Ja, očitno ne sme biti tudi ljudmi, hočem da je premislil v bistvu vse besede, ki jih izrečem. Očitno se nekaj pripravlja. Tudi takrat, ko ste imeli okrog likvidacije, predotale in vse podobno. Vse tudi možete videti, ne nas podobno, tudi da se kaže na protest, bivši predsednik, na protestih, ki ogrožajo zdravje ljudi in to seveda to tam nas podobno sporočilo vsem uvedencem v Sloveniji in pozivajo na spoštovanje zakonodaje. Očitno globoka država, tam je tudi moja knjiga v Soljine gnezdo, ko so pač poskušali vlado in Janez Janša ruši za afero Sol, ki je bila čisto umetna. Smo tudi potem v parlamentu ugotovili, da tistega tako imenovanega dogovarjanja ni bilo v parlamentu, na plenarni seji to ugotovilo. Ta afera, kolega, ki je bila že afera Patria. To se kar vrsti. In se spomnim, dokler je Janez Janša še seštevil to, kar so mi potikali, pa sodišča, pa ovadbe in nekaj, je bila številka okrog 160 in česta. V teh letih se je sigurno še kaj nabral. In verjamem, da jim domišljija dobro dela, da dobro deluje po tej plati in da bojo spet poskušali kaj podtakati. In očitno je še dovolj denarja zadnji, da se to financira, kar? Ja, seveda, saj moramo se vprašati, dobro, tisti urbuski denar se na nek način že vrnejo, da se še vrača v Slovenijo. Na drugi strani pa ne smemo pozabiti milijarda evrov pranega denarja, in to afero je ta leva politika potisnila pod preprogo. In to je nujno, da se ponovno odpre Rado Pezdir na tem področju dobro dela, seveda z eno knjigo ali pa nastopi v javnosti, pa je to tudi premalo. Imamo organe pregona, ki bi imeli to temeljito raziskati. Brez vednosti takratnega političnega vrha milijardo ne bi mogli. Seveda. In že takrat, ko se je spisal o tem pranju denarja v Novi kreditni banki Maribor, so zadevo prikrivali pa skrivali. In če bi takrat slovenska politika, slovenska država reagirala tako, kot je potrebno, ta denar, ki ga nekdo opere na banki, je ponavadi denar sumljivega izvora. To izvira iz prodaje orožja, mamil, česarkoli, ker pač nekdo hoče ta denar legalizirati. In če bi takrat ni šlo za milijarde, takrat je šlo za milijone mark, samo se takrat ni zgodilo nič. In če bi takrat temu stopili na prste, bi mogoče tudi bančniki v državnih bankah drugače gledali na to, oziroma bi imeli neko distanco do tega, da se tega lotevajo. Seveda, moram biti odkriti, bančniki sami to niso krivi, oni so dobili naročilo, oni so dobili od politike naročilo, da je pač treba ta posel speljati. In ta posel se je lahko speljal takrat samo v Sloveniji. Vse ostale banke, kjer se je tudi poskušal oprati to milijardo, so tega Faruka zavrnale, Iran zavrnale in je zadeva na koncu pristavila v Sloveniji, kjer so pa strokovnjaki iz levega političnega pola, ki poznajo delovanje teh kriminalnih združb in tajnih služb in podobno, so rekli, da se provizije pri takem pranju denarja gibljejo tudi do 50
50, 40, 50, tudi do 60%. Tako da ta denar ne smemo biti naivni, ta milijarda, ki so jo uporabili v NLB, provizije so nekje pristale. In s takimi provizijami ti lahko kupiš in novinarje, in medije, in seveda na koncu volitve. Gospod Petek, bomo malo predala besedo poslušalcem. Imam kdo kakšno vprašanje za gospoda Petka? Če ne, bomo počasi zaključili. Še enkrat bi se zahvalil gospodu županu, občinski upravi in Cankarjevem domu tukaj na Vrhniki, da so gostili in demokracijo in mojega gosta, gospoda Petka. Hvala lepa in naslednje. Hvala lepa.